Potem, če se počutiš nesamozavestno glede svojega telesa, se vprašaj, kaj bi lahko naredila, da boš bolj zdravo živela življenje. A je to prehrana, a je to pač nek fitnes, neka vadba, neka joga, neka meditacija. Kaj je tisto mogoče, kar veš, da bi mogla delati, pa ne delaš. Potem, da pogledaš, zakaj se samo sabotiraš, pač to je ful pomembno, ne? Ker ta samosabotaža je tisto, kar nas v bistvu potem vrti skozi v nekem ciklu. Jaz bi tudi rekla, mogoče pač, da si najdeš neko podporo, ne, pač je to pri prijateljicah, da res lahko z njimi o tem govoriš, da tudi govoriš o občutkih, fak, v tem trenutku sem se pa počutila ful slabo, žalostna sem bila, ke da nisem pomembna. Potem, da pogledaš, katere so to tvoje tiste glavne rane, ki se ponavadi kažejo skozi odnose, tudi tvoj odnos do sveta in do svojega telesa. In to bi bil, na primer, da sem preveč, ženske v odnosih, preveč čustvene, preveč zahtevam, ali pa premalo. Nisem dosti dobra, da bi me zbral in tako naprej. Pač to so te take dve glavne rane, ki jih imajo tudi moški sicer. Da pogledaš mogoče to, da se, veš, malo bolj začneš zavedati sebe, ne? Ker bolj, ko se zavedaš, bolj se lahko ustaviš v teh ciklih, ki ne vodijo nikamor.